Mehanizmi socialne države so tukaj zato, da ohranjajo nek nivo socialne države, ki je tudi ustavna kategorija. Govor o tem, da bi se socialne pomoči zniževali ali da so previsoke, se nam empirično gledano, vsaj na ministrstvu ne zdi prava sodba. Trenutno znaša socialna pomoč 420 evrov za samsko osebo. 442 evrov so znašali kratkoročni minimalni življenjski stroški izračunani leta 2017 na podlagi podatkov iz leta 2016 in 2015. Torej, še tako stara raziskava o minimalnih življenjskih stroških, ki tudi temelji na empiričnih vhodnih podatkih, kaže, da je trenutna socialna pomoč za samsko oseba za 22 evrov nižja od tega, kar so bili stroški davno tega. Poleg tega, glede tako imenovane pasti neaktivnosti oziroma motivacije za delo. Na ministrstvu smo trdno prepričani, da je motivacija za delo v največji meri odvisna od spoštovanja na delovnem mestu, od plače in pa od delovnih pogojev. In če hočemo motivirati ljudi za delo, jih moramo motivirati na način, da jim damo priložnost za dostojno delo. Vprašati se moramo tudi, kaj je država v preteklosti naredila narobe, da nekateri nimajo motivacije, da se vključijo v delovni proces. Omenjeno je bilo, da imamo najnižjo stopnjo brezposelnosti. Res je. Trenutno so na zavodu ljudje, ki so nezaposljivi praktično. Dolgotrajno brezposelni, z različnimi kompleksnimi težavami, ki jih nekateri delodajalci oziroma gospodarstvo enostavno noče zaposliti. Ne zdi se mi primerno v tem kontekstu predlagati dikcijo, da če bomo znižali socialne pomoči, da se te ljudje pa čudežno zdaj bodo zaposlili. Poleg tega, kot je bilo omenjeno, transferi posameznikom in družinam niso samo socialne pomoči in niso samo brezposelnim. Večje število ljudi, ta številka se je v letu 2021 gibala pri 10 tisočih oziroma 10% prejemnikov denarne socialne pomoči je bilo zaposlenih, ki so poleg svoje plače, verjetno minimalne tam nekje, prejemali tudi denarno socialno pomoč. Tukaj imamo še transferje za družine, za starševski dopust, za materinski dopust in ostala nadomestila.